odločitev Ustavnega sodišča, sedaj pa z minimalnimi popravki želi utišati predvsem gnev ljudi. Zakon je potreben konceptualnega popravka, zato bi bilo potrebno pripraviti nov zakon, končno priznati to napako, urediti pa situacijo za letošnje leto. Torej menite, da so to bolj populistične poteze? To so poteze, s katerimi se želi utišati 90% ljudi, ki so besni na ta zakon, ne rešuje pa še celo vrsto ljudi. Kako pa komentirate recimo rezidenčnost? Je že vlada potrdila, potem so mogli umakniti, ker je zakonodajno-pravna služba rekla, da ni v redu. Se pravi, to hitrsko sprejemanje, ki ga non-stop vidimo pri nepremičninskem zakonu. V Slovenski ljudski stranki več čas opozarjamo na neprimernost postopkov, tudi pri tej nerezidenčnosti, za katero smo vložili amandma v času sprejemanja samega zakona bili zavrnjeni, smo opozarjali na to, da enostavno ne moreš te rešitve potakniti na neprimernost zakonu, ker je poskušeno biti pa gre za nepremišljene in pa neodgovorne poteze. Kaj pričakujete smo pričakovanje odločitve Ustavnega sodišča po naslednjih tednih? Cela vrsta ustavnih norm je po prepričanju ustavno-pravnih strokovnjakov kršenih. Zato sem prepričan, da bo ta zakon strani Ustavnega sodišča dobil rdeči karton in da bo potrebno marsikaj v tem zakonu popraviti. Ker pa je sedaj že skoraj konec tretjega meseca, se ogroža tudi cela vrsta fiskalnih prihodkov, ki predvsem država dobiva, predvsem slovenske občine, skozi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. In namesto, da bi državno blagajno, kot je napovedovala vlada, prišlo 400 milijonov novega denarja, bomo izgubili 200 milijonov tistega, ki v preteklosti že prihajajo in na ta način v veliki meri ogrozili tudi delovanje slovenskih občin, kajti to predstavlja 10% njihovih prihodkov. Hvala. Prosim. Hvala. Enako želim.